ugotavljam, da je ta točka sprejeta dnevni red in prihajamo na četrto točko dnevnega reda, to so kadrovske in mandatne zadeve. Prvo sprejem podaji predhodnega mnenja imenovanja pomočnice, direktorice Centra za socialno delo in socialno enota Brežice. Prosim, Mojca Poljanič, da organizirate. Najprej pozdrav vsem občinskim svetnikom in gostom. V nadaljevanju pod 4/1, točka 17. redne seje občinskega sveta občine Brežice, komisija občinskemu svetu Brežice predlaga, da ta sprejme sklep o podaji pozitivnega mnenja k imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno delo Posavje, enota Brežice, Andreje Posredkar za naslednje mandatno obdobje. Komisija je na svoji 21. seji obravnavala zaprosilo CSD Posavje za podajo mnenja k imenovanju pomočnice direktorice CSD Posavje, enota Brežice. Direktorica CSD Posavje je zaprosila občinski svet občine Brežice, da poda mnenje k imenovanju pomočnice direktorice CSD Posavje, enota Brežice. Na razpis za prosto delovno mesto sta prispeli dve vlogi, eden od prijavljenih kandidatov ni izpolnjeval zakonsko določenih pogojev za zasedbo delovnega mesta. Na javnem razpisu CSD Posavje je bila za direktorico CSD Posavje, enota Brežice, strani direktorice območnega CSD Posavje ponovno izbrana kandidatka Andreja Osredkar. Imenovana izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje za zasedbo razpisanega delovnega mesta. Komisija je na svoji 21. seji na podlagi zaprosila z vsemi glasovi vseh 6 prisotnih članov komisije podala pozitivno mnenje k imenovanju pomočnice direktorice CSD Posavje, enota Brežice. Odločitev komisije temelji na dosedanjem delu Andreja Osredkar, ki od leta 2020 opravlja naloge pomočnice direktorice CSD Posavje, enote Brežice. V zadnjih 5 letih so v enoti Brežice razširili storitev pomoči na domu, okrepili delo na področju rejništva, uvedli skupino za starejše v domu upokojencev, pridobili dodatno zaposlitev za delo z Romi in bili udeleženi v uspešni praksi s Centrom za poklicno rehabilitacijo, kjer so sodelovali pri usposabljanju in zaposlitvi oseb s posebnimi potrebami. V prihodnjem mandatnem obdobju želi nadaljevati s sistemom socialnega varstva kot dolgoročnim procesom krepitve posameznikove samostojnosti, njegovega razvoja in sodelovanja v skupnosti. Poudarila je, da mora sistem temeljiti na vrednotah solidarnosti, pravičnosti in spoštovanja človekovih pravic, ter da se zaveda, da je enota Brežice del lokalnega okolja in je njeno delovanje neposredno povezano z življenjem posameznikov, družin in skupin v različnih življenjskih okoljih. Ostali del programa kandidatke izhaja iz gradiva občinske seje. Na podlagi navedenega komisija predlaga občinskemu svetu, da poda pozitivno mnenje k imenovanju pomočnice direktorice Centra za socialno delo Posavje, enota Brežice, Andreje Osredkar, za naslednje mandatno obdobje. Hvala. Hvala. Odpiramo razpravo, želimo razpravljati. Ne, potem je zvakrat razpravljanje. Odsotnost. In vam glasujemo. Hvala. Jaz čestitam Andreji, moram reči, da si želim še naprej dobrega sodelovanja kot do zdaj. Glede na to, pa da imamo danes tudi Marino, gospod, pa bi vseeno prosil, če želite par besed, pa mogoče tudi kam gre center in to, kaj lahko pričakujemo Posavje. Mislim, da prav, da se to dovoljno imamo danes drugače. Se zahvaljujem za vašo podporo. Jaz bi samo počela dodala.
opažam, da veliko ljudi mogoče ne ve čisto točno, kaj je delo centra. Naše naloge so točno določene pristojnosti z zakonom. In zdaj, če kdorkoli želi, lahko pridemo, ali so vedno odprta, vedno se trudimo, da smo dostopni, da sodelujemo in kar je tudi lahko pridete, s tako govorimo, vidimo, kje lahko center, ki lahko lokalne skupnosti, da pridemo do boljših rešitev vaše občane. Lepo pozdravljam tudi v mojem imenu, tudi jaz se res iskreno zahvaljujem za vaše zaupanje. Resno, z Andrejo Sredkar, Ljubljevsko zelo podpiram, tudi direktorica centra, ker lahko res skupaj razvijamo kvalitetnejše življenje vseh naših občanov, torej ne samo v Brežicah, ampak tudi na območju celotnega Posavja. Center za socialno delo je v bistvu in dejansko je eno od ključnih ustanov na področju socialnega varstva in ključnih ustanov za zagotavljanje in pa uresničevanje socialnih pravic posameznikov in družin. V prihajajočem obdobju nas čaka kar nekaj izzivov. Naj na tem mestu, ko ste bili poudarjeni na področju dolgotrajne oskrbe, kjer smo lahko se pohvalimo, res na nivoju države smo prvi center, ki smo izdali prvo odločbo za dolgotrajno oskrbo na domu. Vpeti smo bili tudi že pri pripravi zakona in res bodo naše delo in naloge res usmerjene prioritetno, torej v dobro upravičencem dolgotrajne oskrbe, da bodo lahko čim prej prejemali storitve. Je pa seveda za naše okolje še kar nekaj drugih izzivov, torej tudi na področju migrantskega toka, na področju sodelovanja vseh deležnikov, spremljanju tudi pri delu z romsko skupnostjo, pri večji zaposljivosti pripadnikov romske skupnosti. Zato lahko rečem, da tudi zdaj smo bili tudi uspešni pri evropskem projektu večnamenski romski center, katere aktivnosti že bomo izvajali tudi za območje Brežic, tako individualno kot skupinsko in skupnostno delo z romsko skupnostjo, predvsem z namenom večjega socialnega vključevanja. Tako kot je Andreja rekla, vedno ste dobrodošli za pogovor, za kakšen nasvet, tudi če v vaših lokalnih skupnostih naletite na kakšen problem, težavo, se lahko obrnete na nas. Vedno smo pripravljeni se pa tudi odzvati, tudi če imate v vaših lokalnih skupnostih kakšne sestanke, posebnosti, težave, na katere bi želeli sodelovanje centra, smo vedno razpolagali. Tako da to bomo centre. Hvala. Prihajamo na točko 4/2, ki prizna občine Brežice za leto 2025. Ja, moram tako povedati, da se pri tej točki izločajo pri glasovanju in razpravi tako Štefanija Kržan kot magistra Andrej Vizek, pa da je zelo tudi, ne? Sami res, tako je. V bistvu je nekaj noben, je pa res, da se ne prijavite pri glasovanju, ne nekje. V bistvu je Komisija za mandatno vprašanje, volitve in imenovanja občinskemu svetu Brežice v nadaljevanju predlaga, da ta sprejme sklep o podelitvi oktobrskih nagrad, priznanj in imenovanj za častne občane občine Brežice za leto 2025. Predlog komisija utemeljuje sledečim. Komisija je na podlagi odloka o priznanjih občine Brežice in poslovnika o delu komisije v postopku podeljevanja priznanj objavila javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev priznanj občine Brežice za leto 2025.
Razpis je bil objavljen na spletni strani občine 4.8., v časopisu Posavski obzornik 14.8., rok za oddajo predlogov pa je bil 5. september. Komisija je ugotovila, da je na razpis pravočasno prispelo 16 predlogov, od tega je bilo 7 predlogov za oktobrsko nagrado, 7 predlogov za priznanje občine Brežice ter 2 predloga za častna občana. Prejete predloge ste si lahko in si lahko še vedno člani občinskega sveta pogledate pri strokovni službi občinske uprave. Komisija je v skladu s poslovnikom preverila popolnost prispelih vlog ter na podlagi določb poslovnika na svoji 21. seji opravila tajno glasovanje za dobitnike nagrad priznanj ter častnih občanov občine Brežice za leto 2025. Na 21. seji je bil odsoten en član komisije, magistr Andrej Vizjak pa se je kot član komisije in predlagani za prejem naziva častnega občana občine Brežice izločil pri razpravi in glasovanju za častnega občana občine Brežice. Na tajnem glasovanju je bilo z vsemi 6 glasovi vseh prisotnih 6 članov komisije sklepno izglasovano, da oktobrsko nagrado občine Brežice za leto 2025 prejmejo Darja Vančuka, Stanislav Prezgar in Robert Držič, ter z vsemi 6 glasovi vseh prisotnih 6 članov komisije sklepom izglasovano, da priznanje občine Brežice za leto 2025 prejmejo Vizarski servis Jože Tržarna SP iz Vojsnega, Terme Čardež D. ter pekarstvo Suban D.O.O. iz Veselic na Dolenjskem. Tajno glasovanje je bilo opravljeno tudi za častna občana občine Brežice za leto 2025. Pri glasovanju se je, kot je bilo omenjeno, že prej izločil magistr Andrej Vizjak, komisija pa je s 5 glasovi pri glasovanju za magistra Andreja Vizjaka in s 4 glasovi pri glasovanju za Boruta Mogroviča sprejela sklep, da sta oba predlagana občana Brežic častna občana našega mesta za leto 2025. Obrazložitev prejemnikov oktobrskih nagrad občine Brežice za leto 2020 je sledeča. Darja Vančuka je že od leta 2009 s predanostjo, srčnostjo in strokovnostjo vodila društvo diabetikov Posavje Brežice. Kot predsednica društva ozavešča o sladkornih boleznih, povezuje zdravstvene strokovnjake in javne institucije ter ustvarja podporno okolje za vse vrnike in njihove bližnje. Pod vodstvom Darje Vančuke društvo izvaja ogromno različnih aktivnosti, ob katerih nagrajenka deluje z neomejeno energijo, vztrajnostjo in občutkom za solidarnost. Stanislav Prezgar je kot nekdanji policist in inšpektor za posebne naloge pomembno sodeloval v varnostnih in osamosvojitvenih aktivnostih tudi v okviru akcije Sever. V športu je kot ustanovitelj društva borilnih veščin Tagana Globoko pomembno zaznamoval razvoj borilnih športov v Posavju in vzgojil številne generacije mladih športnikov. Njegova družbena vpetost posega tudi v vodenje Združenja borcev za vrednote NOB Brežice, kjer je bil predsednik med leti 2009 in 2024 na področju civilne zaščite ter prostovoljstva v različnih organizacijah. Robert Držič je kot poveljnik PGD Veliki Obrež, pomočnik poveljnika Gasilske zveze Brežice ter član poveljstva PGD Veliki Obrež in Gasilske zveze Brežice, predan gasilstvu z velikim občutkom za odgovornost, požrtvovalnost in delo v dobrobit varnosti in povezanosti krajanov. Hkrati je Robert Držič tudi vodja sekcije rodistov pri kulturnem društvu Franc Bogovič. Pod njegovim vodstvom so rodisti postali prepoznavna skupina, ki neguje lovsko tradicijo, aktivno nastopa, pridobiva priznanja ter bogati kulturno ponudbo. Komisija predlaga tudi, da se v skladu z 10. členom odloka določi nagrada za dobitnike oktobrske nagrade v višini 1000 evrov. Obrazložitev prejemnikov oktobrskih priznanj občine Brežice za leto 2025. Vizarski servis Jože Tržarna SP v letu 2025 obeležuje 30 let uspešnega delovanja. V tem času je podjetje pustilo pomemben pečat na področju vizarstva, obrtništva in podjetništva v občini Brežice, zanj pa je prav tako značilen visok nivo strokovnosti, zanesljivosti in pošten odnos do naročnikov. Njihovi izdelki odražajo veliko mero natančnosti, inovativnosti in dovršenosti, njihov dolgoletni prispevek k razvoju gospodarstva in obrtništva ter vizarstvo pa je močno zaznamovalo tudi obrt v občini Brežice.
Terme Čatež d. že desetletja predstavljajo steber turistične in gospodarske dejavnosti v občini Brežice in regiji Posavje. Svojo raznoliko ponudbo zdraviliških, hotelskih, wellness in športno-rekreativnih storitev so postali eno vodilnih slovenskih zdravilišč in turističnih središč. V zadnjem obdobju družba izstopa z uspešnim poslovanjem, trajnostnimi vlaganji in pomembnimi investicijami v infrastrukturo. V letu 2025 Terme Čatež praznujejo tudi 100 let organiziranega turizma v Čatežu, kar pomeni zgodovinski mejnik, ki dokazuje njihovo vpetost v lokalno skupnost in razvojni vpliv na občino. Pekarstvo Suban d.o.o. je bilo ustanovljeno leta 1967 in se tako ponaša z več kot 50 leti neprekinjenega delovanja. Je družinsko podjetje, kjer je vodilo predanost tradiciji, kakovost in skupnosti. Iz majhne pekarne so se skozi leta razvili v sodoben obrat, ki zaposluje že 17 ljudi. Predstavljajo pomemben del domače ponudbe za izdelavo kruha, svežega peciva in slaščic, bogatijo živilski trg v občini. Pekarstvo Suban je pomemben del lokalne skupnosti, saj so družbeno odgovorni in imajo skrb v svojih zaposlenih, redno pa sodelujejo tudi z vsemi deležniki svojega domačega kraja. In še obrazložitev prejemnikov naziva častni občan občine Brežice za leto 2025. Borut Mokrovik se je po šolanju vrnil v domače Brežice, kjer je pričel svojo poklicno pot v takratni agrariji Brežice, kjer je kmalu prevzel vodenje podjetja. Nove izzive pa je v nadaljevanju videl vodenje podjetja Region in nato še v podjetju IMV. V letu 1987 se je lotil novega naziva in sprejel funkcijo generalnega direktorja Term Čatež in odločilno prispeval k preoblikovanju podjetja iz zdravilišča v eno najpomembnejših slovenskih turističnih destinacij. Pod njegovim vodstvom so Terme Čatež doživele intenziven razvoj in prepoznavnost ter postale simbol slovenskega turizma na mednarodni ravni. Borut Mokrovič je pomembno vplival na gospodarski razvoj občine, ustvarjanje številnih delovnih mest in krepitev Brežic kot turistične destinacije, s svojim delom pa je pustil neizbrisni pečat v podjetjih, v katerih je deloval, ter prispeval k odličnemu razvoju občine in lokalnega okolja. Magister Andrej Vizjak je vse svoje življenje predan Brežicam. Na svoji poklicni poti je bil med drugim trikratni minister v vladi Republike Slovenije, trikratni poslanec Državnega zbora Republike Slovenije in župan občine Brežice. Še vedno upravlja funkcijo člana občinskega sveta občine Brežice, skozi svojo kariero pa je deloval na mnogih področjih, ki so ključna za kakovost življenja občanov in državljanov, ter s tem vplival na razvoj gospodarstva, varstvo okolja, področje socialnih zadev in razvoj lokalne samouprave. Aktivno je sodeloval pri ustanovitvi fakultete za turizem v Brežicah, pri izgradnji domov upokojencev v Brežicah, ohranjanju in razvoju splošne bolnišnice Brežice, vzpostavitvi civilnega letalstva na letališču Cerklje v Krki ter ustanovitvi letalskega centra Cerklje v Krki. Magister Andrej Vizjak je ves čas deloval v smeri, da so Brežice in Posavje postali prepoznavno odlično razvojno okolje. Komisija na podlagi navedenega predlaga občinskemu svetu, da sprejme sklep o imenovanju zgoraj navedenih oseb za prejemnike nagrad, priznanj oziroma nazivov častnih občanov občine Brežice za leto 2025. Hvala. Hvala. Želi kdo razpravljati? Vidim, da ne, zato bi kar dal na glasovanje. Sprejme se sklep o podelitvi priznanj občine Brežice za leto 2025. In poglasujemo. Je glasovanje zaključeno, z 22 za in 1 proti so vsi utrjeni. Čestitam in seveda vas vabim, da nam prijete na občinsko slavnostno sejo, ko ste imeli tudi podeliti priznanje, razglasili častnega občana in pa tudi občinske delo. Prihajamo na naslednjo točko, to je 4/3, sklep o potrditvi kandidatov za sodnike parov in na okrožnem sodišču v Krškem.
V nadaljevanju pod 4 točko 17 redne seje občinskega sveta občine Brežice komisija občinskemu svetu Brežice predlaga, da ta sprejme sklep o potrditvi kandidatov za sodnike porotnike na okrožnem sodišču v Krškem. Komisija je na svoji 21. seji obravnavala prejete vloge na podlagi dopisa okrožnemu sodišču v Krškem, da lahko občina Brežice na podlagi podatkov o številu prebivalcev, ki so bili pridobljeni z Ministrstva za notranje zadeve, dne 8.9. predlaga 31 sodnikov porotnikov, od tega 7 za mladoletniške postopke. Komisija je na podlagi poziva predstavniškim organom, občine in drugim pristojnim predlagateljem na območju okrožnega sodišča v Krškem dne 11. septembra na spletni strani občine Brežice objavila poziv občankam in občanom občine Brežice, da kandidirajo, da interesne organizacije, ki so kot društva in združenja registrirana in delujejo na območju okrožnega sodišča v Krškem, da predlagajo kandidate za sodnike porotnike. Na podlagi objavljenega poziva je do izteka roka, to je do 22. septembra, prispelo 5 izjav kandidatov za sodnike porotnike, in sicer Primoža Gripška, Zlatke Zidanič, Mojce Redl, Anja Andrić-Musar in Antonije Ban. Komisija je s vsemi 6 glasovi vseh prisotnih članov sprejela sklep, da predlaga občinskemu svetu, da ta sprejme sklep o potrditvi kandidatov za sodnike porotnike v okrožnem sodišču v Krškem. Hvala. Hvala. Odpiram razpravo, želi kdo razpravo? Ne, potem da kar na glasovanje, sprejme se sklep o potrditvi kandidatov za sodnike porotnike na okrožnem sodišču v Krškem. In hvala, da so